Čakata nas še trapez in deltoid. Najprej trapez. Trapez je lik, ki ima dve stranici vzporedni, a ne. Izgleda pa tako, da bi trikotniku odsekal vrh. Tako, ne, in to sicer zelo vzporedno. Tole je trapez. Njegove stranice označimo z A, B, C in D, namreč so popolnoma nič neznačilno, samo da sta vzporedni A pa C, pa je že trapez, tako da sploh ne rabimo nekaj veliko razmišljati. Včasih sta B in D enaka, se pravi, če je B enako D, potem temu trapezu rečemo enakokraki. Trapez. Ne, se pravi, če bi B bil enak D-ju. No. Zdaj imamo pa še zelo pomembna količina v trapezu je njegova višina. Se pravi, višina je razdalja med osnovnicama. Takle imamo višino. In za obseg gremo A plus B plus C plus D. Ne kompliciramo, a ne. Ploščina je pa A plus C krat višina, a ne. Zdaj, od kod to pride? Takle si lahko predstavljate, če bi tale trapez narisali še zraven, samo da bi ga obrnili, tako da bi tukaj podaljšali in bi bila tule stranica A, pa bom kar zravno črto, ker očitno drugače skoraj ne bo šlo, ne. Recimo, da damo tukajle stranico A, pa tukajle stranico C podaljšamo. Tukajle, glejte, vidite, se dotikata B pa B, se pravi, da bo na drugi strani ostal krak D, a ne. D. Se pravi, tu je D, pa tu je D in dobimo en tak velik paralelogram. Ja, za paralelogram pa vemo, kako izračunamo ploščino, a ne. Mogoče, če tule vam še označim C pa A stranice, a ne. Paralelogram, tale celoten, bi izračunali, ne, njegovo ploščino bi izračunali tako, da bi rekli stranica celotna tale, to je A plus C, krat njegova višina. Ampak, ker pa imamo mi samo pol tegale paralelograma, moramo dati tule na pol. Tako bi se ta ploščina izpeljala, ne. Trapez bomo mi obravnavali bolj, kaj pa bi rekla, osnovno, tako da dovolj, če znate obseg, ploščino, da ga prepoznate, ostalo pa potem s kotnimi funkcijami in s podobnimi stvarmi. Okej, to je bil zdaj trapez, ne pozabite, enakokrak ima oba enaka kraka, ne. Zdaj pa še gremo na deltoid. Tegale pomanjšamo, da nam ne bo na poti, ne, pa poglejmo si zdaj deltoid. Deltoid ali pa bolj poznan pod zmajem, a ne, to kar takoj vsi prepoznate. Ima pa dva para enakih stranic, se pravi, ima A pa B pa B. In sicer sosednjih, a ne. Po navadi smo zdaj vedno imeli, da sta A pa A nasprotno enaka, zdaj sta pa B pa B pa A pa A takole, a ne. In zgodi se, da se diagonali deltoida razpolavljata, da se sekata pod pravim kotom, medtem ko diagonala F razpolavlja diagonalo E. Zdaj, kar se tiče ploščine, se zelo podobno izpelje kot pri rombu, če se spomnite, ta trikotnik prenesemo ta sem in je v bistvu tudi diagonala, tu pa E, ampak samo pol diagonale, se pravi E krat F polovic. Obseg pa tudi ni ne vem kaka znanost, a ne, imamo dva B-ja in dva A-ja, se pravi, obseg je, če ga napišemo tako, kot smo vajeni, 2A plus 2B. Tukaj pač imamo pravi kot, zato lahko nekaj stvari računamo tudi s Pitagorovim izrekom oziroma s kotnimi funkcijami, a ne. Ta dva kota sta si enaka in to je pa v bistvu to pri deltoidu, ne, obseg znamo, ploščina je pa E krat F diagonala polovic. In smo pripravljeni na naloge.
prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!